Dr. Rupel je skoraj vse izčrpal, tako da za mene ostanejo, samo nekako, bolj obrobne teme. Ena tema je verodostojnost slovenske zunanje politike. Namreč ena stvar je deklarativna usmeritev zunanje politike, druga je pa realna dejstva. Primer je recimo zadnje srečanje kanclerke Merkel z premijerjem Pahorjem. Premijer Pahor je izrecno poudaril veliko evropsko zavzetost, pot k Združenim državam Evrope, potem podprl je tudi odločitve k reševanju finančne krize v evroconi in je podprl francosko-nemški dogovor o tem. Dejansko pa stanje pri nas kaže nekaj drugega. Kaže na to, da neevropskost je na primer pomanjkanje pravne države v Sloveniji, tudi neevropska drža je, da se ne izplačujejo nekateri življenjsko pomembni finančni dodatki, kot je socialno zavarovanje, kar povzroča plače oziroma plačilna nedisciplina, kar povzroča pri nekaterih naših južnih sosedih upravičeno nezadovoljstvo, ker delavci ostajajo, tisti, ki so prišli iz tujine k nam na delo, brez povrnjenih stroškov za njihovo prispevek k našemu gospodarstvu. Tudi, huda pomanjkljivost in manjko verodostojnosti slovenske zunanje politike je na primer peticija o ukinitvi Slovenske vojske. V tem današnjem času, ko je treba z skupnimi močmi, mednarodnimi močmi reševati in umirjati krizna žarišča in ne samo tudi z vojaškimi sredstvi predvsem, obenem so ta žarišča tudi lahko izvozna žarišča za terorizem in mednarodni kriminal. V takem slučaju Slovenska vojska seveda mora obstajati in mora biti v tolikšni meri financirana, da je varnost slovenskih vojakov, carinikov in ostalih, ki delujejo pri umirjanju žariščev, nedotaknjena in nezmanjšana. Četrta stvar, ki nam zmanjšuje verodostojnost, je pa recimo to, kar je aktualno. Uhajanje podatkov, uhajanje materialnih dokazov, na primer diski v zvezi s problemom Magajna, potem, kot vemo, puščanje zunanje političnih služb iz Washingtona, pogovori Sanader Janša in tako naprej. Še bi lahko govoril, da ne govorimo o raznih obveščevalnih centrih, ki so bili razkrinkani. Torej, to nam zmanjšuje težo. To zmanjšuje težo države. Zmanjšuje ugled predsednika republike, ki to dopušča. Zmanjšuje ugled premijeja. Če se tega ti ne zavedajo, potem mora ta stranka na to opozoriti. Bistveno je torej, da se verodostojnost zunanje politike podkrepi z verodostojnimi ukrepi doma pri nas. Dobro, mogoče bi še bolj omenil kot predsednik komisije za globalna vprašanja, da je Slovenija soočena z sindromom globalnih kriz. To ni samo finančna kriza ali pa gospodarska kriza. Na pomolu je kriza surovin, kriza recimo energetska kriza, boj za energetske surovine, za pitno vodo. Imamo primer, ko se lahko v to vključimo, na primer zmanjševanje oziroma blaženje krize v Somaliji, kjer je lakota, pomanjkanje hrane. Pomanjkanje hrane je ena izmed značilnosti te krize, kajti demografija gre naprej, obenem pa dražitev hrane ima izredno poguben vpliv na številne narode v Podsahari, pa tudi drugod pri Aziji. Mi imamo tukaj priložnost, da se vsaj pojavimo zraven, o čemer pa se bolj malo bere. Končno bi se tudi rekel o pomenu, da sodelujemo v zvezi NATO, ne samo v vojaškem oziru, ampak tudi predvsem v civilnem. Ena izmed takih priložnosti so sodelovanje na področju tehnologije, znanosti in razvoja, na primer novih metod za preprečevanje terorizma, za odkrivanje različnih terorističnih naprav, IED, Improvised Explosive Devices, ali pa pri razminiranju, pri odkrivanju ilegalnih migracij. V zadnjih parih dneh so samo v Avstriji razkrinkali 3 take skupine, ki so tihotapile prebivalce Afganistana
Pakistana in Iraka v Srednjo Evropo, v hudo nečloveških razmerah. Da ne govorimo o kokainu in o drogah nasploh. Torej, priložnosti je veliko za tehnološko sodelovanje, tako v okviru Evropske unije, kot v okviru NATO. Obe skupini imata za to določene projekte, ki se tičejo razvoja novih tehnoloških postopkov in naprav za odkrivanje ilegalne migracije, nevarnih snovi, orožja in tako naprej. In tudi nadzor meje. Imamo odlično firmo, ki proizvaja lahka letala, tudi električna, in danes je pa moda, so brezpilotna letala. Obenem pa imamo firme na področju elektronike, kjer lahko proizvajajo opremo za nadzor pozicije različnih ladij, kar je tudi zelo koristno pri boju proti piratstvu v Indijskem oceanu in okrog Afrike. Torej, priložnosti za Slovenijo je veliko, seveda pa moramo vsi skupaj k temu prispevati. Ta čas zahteva enotnost, zahteva sporov pa delitev. Ni prostora za politično segregacijo, ampak je prostor za sodelovanje in za umirjanje razmer doma. Premalo nas je, da bi bili lahko trajno razcepljeni. Kdor igra na karto razcepljenosti, ta bo izgubil v bodočnosti. Prej kot slej. To je dovolj. Hvala lepa.